pozdrav gospodu županu in uglednemu kandidatu, na katerega smo vsi ponosni. Lep pozdrav dr. Nadi Pavšer, naši koordinatorki, predsedniku državnega sveta, uglednemu kandidatu, edinemu v dveh okrajih na listi Povežimo Slovenijo, gospodu Alojzu Kovšci. In veste, da jih ni malo, ki gospoda Kovšcu vidijo še na kakšnem še pomembnejšem morda položaju, kot je sedaj, oziroma kot so poslanska mesta, kjer tudi kandidira. Veseli smo, da imamo močne kandidate, ugledne ljudi v tem našem krogu. Pozdrav predsedniku Novih socialdemokratov Andreju Magajne, ki je tudi predsednice Zelenih, Nadi Pavšar, je tudi sekretar Nejc Škof, ki je pravi smo močna lista 5 stran, po drugi strani ugledni posamezniki, kot sem že omenil, tudi dr. Ernest Petrič, dr. Tina Bregant in številni drugi. Res smo veseli, da je nekako uscvetela ta pobuda, povezujemo leve, desne, konzervativne, liberalne, partizane, domobrance, cerkvene in necerkvene pravno. Vsi, nihče ne ostane sam. In smo veseli, da se tudi tako lepo stvari razvijajo. Ne glede na to, da včasih se kakšna taka stvar zgodi, kot ste videli včeraj, da smo ugotovili skoraj da slučajno, pa hvala Bogu, da je recimo na anketi Mediane, ki je ključna anketa, ki jo opravlja tudi za televizijsko hišo Pop TV, za ProPlus, in je merilo za to, koga bodo vabili na zaključna soočenja, da je izpadla lista Povežimo Slovenijo. In so potem priznali, se opravičili in so začeli na novo delati to anketo. Torej, tudi če se take stvari iz takih ali drugačnih razlogov dogajajo, veste, trdno smo ukoreninjeni na tleh, realni, iz baze ven, povsod po Sloveniji, 4, 5, 6 takih in podobnih prireditev dnevno. In res smo veseli, da v tej žal preveč razklani Sloveniji. Sploh pa preveč razklani, če vemo, kam nas je ta razklanost pred 70 leti. In kam nas lahko pripelje ob dejstvu, da ne le, da ne vemo, kaj bo z zdravstvenimi zadevami v prihodnje, ampak tudi kaj bo s to nesrečno vojno, s to grozljivo agresijo rusko na Ukrajino, če se to kam razširi, karkoli se že zgodi, če bomo povezani, če bomo iskali skupne točke, če se bomo prizadevali za čast, za častno delo, za spoštljiv medsebojni odnos, za poskus vsaj poslušanja drug drugega, tudi v stvareh, ko smo si zelo različni, kjer smo si zelo različni, če bomo na tak način iskali skupne točke, potem bomo tudi skozi preizkušnje kot narod, kot družba in kot država lahko šli bolj mirno, bolj samozavestno, bolj zanesljivo bomo preživeli in bolj zanesljivo bomo izkoristili tudi vse razvojne potenciale, ki jih imamo. Jaz tudi čestitam Logatčanom, Logatcu, županu, vsem za uspešne razvojne projekte, ki jih peljete. Veseli smo, da se mnoge stvari dobro odvijajo. Marsikaj bo treba tudi še dopolniti, spremeniti, kar verjamemo, da bomo mi lahko pomembno doprinesli v prihodnje, tako v parlamentu, kot tudi vladi. Kot je bilo rečeno, evo, čez 7 minut pa pol se začne Zoom povezava, vsak teden 2-krat, z vsemi kandidatkami, kandidati in vodji volilnih štabov. Tako smo povezani med sabo, tako usklajujemo naše aktivnosti, tako konec koncev se tudi bolj spoznavamo. Lejte, mnogi smo se zadnjič na srečanju, ko smo imeli konvencijo v Ljubljani v Monusu, smo se prvič srečali. Mnogi smo se srečali tudi na tak bolj množični način v Celju prvič in se spoznavamo. Torej, kot je večkrat bilo rečeno, mi ne govorimo o sodelovanju in povezovanju, ampak ga živimo v praksi. Včasih je tudi težko kakšno stvar uskladiti, ampak potem je občutek tudi boljši, ker veš, da si naredil nekaj dobrega. Včasih je treba stopiti korak nazaj, za 2-3 naprej. Torej, želim vam lep, uspešen večer, županu, gospodu Menaku in našemu kandidatu uspešen nastop. Verjamem, da ga boste že čez mesec pa nekaj lahko spremljali tudi v parlamentarnih srečanjih, klopeh in pogovorih in samozavestno odločil naprej, spoštljivo do drugih in tudi
spoštljivo do sebe, imejmo v mislih dobro, kaj je dobro za naše okolje, naš narod, ljudi, naravo, gospodarstvo, kmetijstvo, za vse tisto, kar je pomembno, da je ustrezno spremljeno, potem se vse stvari dobro odvijajo. Hvala lepa in srečno.